Every day we go for a walk. I thank the schizophrenic weather that we can talk about it forever as we leave behind the dark. Our path is fairly large along the coast and up the cliff. We're only careful not to drift too close to black and barren rocks. We go back many times, and though you strike me as an ally of some sort, there's many secret worlds we hoard from each other in our minds. Maybe our secrets are like those rocks, foamy teeth that keep the ocean at bay from eroding our old ways. Let's keep it tidy and sealed in the box. Ne bi raši spat do tvoje straže? Kakšna lepa noč. Koliko zvest. Najduš, menda jih je res na milijone. Pa res ne bi raši spat? Boš videl, da ti bo odleglo. Enkrat sem bral eno pesem, tako umetniško. Pisal je, da ima vsak človek svojo zvezdo. Kakršen čin, toliko zvezd. Ti zmeraj na politiko vlečeš. Če ti pa jaz kaj od kulture povem, se pa spakuješ. A, kultura ji pravš. Captain! Marto. No ja, mrtev je. Ne diha.
to nima glave. Je tudi mrtev, a ne, Marko? Dobro večer, spoštovani gostje, nagrajenci in ljubitelji umetnosti. V imenu Društva slovenskih režiserk in režiserjev dobrodošli na 8. podelitvi Štigličevih nagrad. Podelili bomo 5 nagrad Štigličev pogled za izjemno režijo posameznega audiovizualnega dela. Med nami pa je tudi letošnja prejemnica nagrade Franceta Štiglica za življenjsko delo na področju filmske in televizijske režije, scenaristka in režiserka gospa Helena Koder, ki jo prav lepo pozdravljamo. Hvala. Preden nadaljujemo oziroma začnemo s podelitvijo nagrad, pa na oder vabim predsednika DSR Matevža Luzerja. Spoštovana nagrajenka Helena Koder, spoštovane dosedanje Štigličeve nagrajenke in nagrajenci, spoštovane članice in člani društva, spoštovani ljubitelji filma. Že 8. naše stanovske nagrade, podeljujemo naše stanovske nagrade, ki smo jih ustanovili, da bi slavili dosežke naših kolegic in kolegov, njihov talent in slovenski film. Kljub tendencam, da bi slovenski film ustavili, je bila nacionalna filmska bera v zadnjem letu izjemno kakovostna in obilna, čemur smo bili priča tako na festivalu slovenskega filma, kot tudi na mednarodnih festivalih, kjer so se filmi predvajali in prejemali nagrade. Zato letošnja komisija za Štigličev pogled ni imela lahkega dela, saj je morala izbrati nagrajence med številnimi dobrimi predlogi naših članov in članic. Veseli me, da lahko danes podelimo Štigličevo nagrado za življenjsko delo izjemni dokumentaristki Heleni Koder, ki je ustvarila 17 dokumentarnih filmov in kot scenaristka sodelovala še pri 32. Odlikujejo jih skrbno pripravljena tematika, pretanjen občutek za dramaturgijo in večplastnost. Ko so jo vprašali, ali je dokumentarec manipulacija, je odgovorila: manipulacija je samo metoda. Dokumentarec mora govoriti resnico. Slovenski film diha s polnimi pljuči, pa ne po zaslugi urejenega filmskega področja, temveč po zaslugi talenta, ki ga izkazujejo režiserke in režiserji vseh generacij. To bi moral biti signal odločevalcem, da končno prisluhnejo in uredijo filmsko področje in s tem dodajo vetra v jadra talentu, zgodbam in filmu. Da bo varno plul, pa ne samo v slovenskih, temveč tudi v mednarodnih vodah. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem, ki nam z nesebično požrtvovalno pomagate, da varno pristanemo v pristanu. Mnogi od teh ste nocoj tu. Vsem skupaj torej želim lep večer, slovenskemu filmu pa mirno plovbo. Tovariša, še bolj se bomo stisnili. Kar dajmo se. Samo da ne zaspimo. No, pa nam povej, kako bo takrat. Takrat? Takrat bo krog in krog svoboda. Krvi ne bo več, ne ranjencev, ne solza. Toda žuli bodo še
in znoj. Znoj. Delali bomo proge, ceste, hiše. Hiše. Imeli bomo nove mize, kruh, postelje, kruh, postelje. Govoriš kako mam. Mama. Postelje. Posteljice za otroke. Za naše male otroke v belih rjuhah, beli volni. Spali bodo. Zunaj pa bo sneg in burja. Skloni se k meni. Kaj, Ana? Tako, potihoma mi povej, da me imaš rad. Rad te imam, Ana. Nagrade, ki jih nocoj podeljujemo, nosijo ime Štigličev pogled. To je bil namreč pogled filmskega mojstra, pionirja slovenskega filma. Teme, ki jih je obravnaval, so teme tudi današnjih sodobnih filmov. Minevanje časa, ljubezen, nesmiselnost vojne, prijateljstvo, tovarištvo, teža bivanja in njegova lahkotnost hkrati. Bil je mojster filmske govorice, iz katerega še danes črpamo, tudi če se tega ne zavedamo. Njegova priborjeno ohranjena dediščina je opomnik, da je film za vedno. Nocojšnjo prvo nagrado Štigličev pogled za izjemen dosežek prejme Kukla za režijo kratkega igranega filma Sestre. Nagrado bo podelil Miha Hočevar, v imenu režiserke pa jo bo prevzela Barbara Daljavec. Kuklini kadri so kot dobro odmerjeni režijski krošeji, aperkati in direkti. Intenzivni, kruti svet junaki in lahko skoraj fizično občutimo. Kot tudi njihovo sestrstvo. Iz srca do neba hvala za to prelepo nagrado, ogromno mi pomeni. Ful mi je žal, da nisem z vami v živo, ampak upam, da boste lepo praznovali tudi zame. In ko me čakam, da vidite Fantasy. Hvala. Dober večer. Moje ime je Barbara Daljavec, sem producentka filma Sestre in Kuklina sodelavka. Tudi jaz sem zelo hvaležna in vesela, da je Društvo slovenskih režiserjev in režiserk že drugo leto zapored prepoznalo talent in delo Kukle. Rada bi pa izkoristila to priliko, da bi pohvalila iniciativo Društva slovenskih režiserjev in režiserk, ker čeprav se nagrade Štigličev pogled podeljujejo za delo za nazaj, pa obenem predstavljajo močan veter v hrbet za naprej.
Tovrstne strokovne nagrade so izjemno pomembne za mlade ustvarjalce, za tiste, ki si utirajo svojo pot, saj jim dodajo kredibilnost in s tem tudi moč v boju za daljne projekte. Najlepša hvala za pogled za fantasy. Naslednjo nagrado za izjemen dosežek prejme Rok Biček za režijo kratkega igranega filma Kazenski strel. Nagrado podeli Boris Petkovič. Franjo! Odi, idemo, Dimo! Sam ti ide. Ja pa biš malo igral z dečkaj. Spreman se? Franjo! Ajde! Spremam, bolje. Ko je? Zbog tebe sem dobil gol. Prosim te, ali ne vidiš kaj ti se smeje? Ko je, Dolenčica? Franjo, kaj? Idi, kraj! Sam ti on ne gre, kaj se ne dobro da me igraš z njime. Ko je, Dolenčica? Kaj se vruče? Si probao da Hardija, a? No, odi bliže, če vupaš, pitam te nekaj. Dober si, žilavi si. To ti je Hardi, to ti je miško ustaje. Pusti ga. Daj še na svojo sestru malo pusti. Režiser Rok Biček nas postavi v gol. Skušamo se braniti, a ne gre. Udarci so preveč natančni, preveč brutalni. Gol v glavo. Hvala lepa. Hvala tebi, Rok. Naslednjo nagrado za izjemen dosežek Štigličev pogled prejme Tijana Zinajić za celovečerni film Prasica. Če me sploh ni skenslil, kaj pa če sploh ni bil od njega SMS? No, pa pokaž message. Ne. Zakaj ne? Pačka nočem, kaj? Ja, ker te je skenslil, ne? Če se prav spomnim, ne? Ste meni rekel, da si zdaj sicer z njo, ampak da to ni to. A ja. Sorry. Ja, skenslil me, da ja. Ker papa, no. Režiserka Tijana Zinajić nas silovito in barvito potegne v natančno definiran in oblikovan čas in prostor filma. Kljub humorni distanci svojo junakinjo jemlje nadvse resno. This is personal. Pozabil sem povedati, nagrado bo podelila Urška Kos, prevzela pa jo bo producentka filma Lija Pogačnik. Dober večer, citiram Tijano. Hvala za to nagrado. Lepo je dobiti priznanje še posebej od stanovskih kolegov. Zahvaljuje se pa tudi vsem sodelujočim. Hudi ste. Naslednji Štigličev pogled za izjemno režijo gre Miroslavu Mandiću za celovečerni film San Remo. Nagrado bo podelil Bojan Labović, prevzel pa jo bo montažer filma Andrej Nagode.
Miroslav Mandić nas subtilno popelje na zadnjo romantično izkušnjo ostarelega junaka. Njegov megleni svet odhajanja je zaradi umirjene režije lep in tih, čeprav žalosten. Hvala lepa. V Miroslavovem imenu se zahvaljujem Društvu režiserjev in režiserk Slovenije, celotni ekipi in hvala za to nagrado, ker mu ogromno pomeni. Tako da hvala. Zadnji Štigličev pogled danes pa prejme Darko Sinko za režijo celovečernega filma Inventura. Nagrado bo podelila Sonja Prosenc. Dobro večer. A ste vi klicali? Ja, dober večer. Kar izvolite naprej. Dober večer. Dober večer. Dober večer. Dober večer. Večer. Dober 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 večer. Režiser Darko Sinko z igralci oblikuje povsem drugačno igro, kot smo je vajeni. Z atmosfero in ležernim ritmom filma nas zaziba v občutke neke tihe, hecne paranoje. Hvala lepa. Ponavadi viham nos nad temi nagradami, ki jih kot študent nisem veliko dobil, ampak zdaj zadnje čase je pa vseeno kar fajn, ko me malo kdo opazi. Hvala lepa komisiji, društvu in vsem celotni ekipi, producentov, imam tule recimo, njima se lahko zahvalim. Hvala lepa. Njegova žena, mislim, nije to bila moja majka, ja sam njemu iz prvog braka, ovo je drugi njegov brak, nemaju djece, je pravoslavka i ona je, usprkos tome, mislim, njega jako voljela i pokušala je na sve moguće načine saznati nešto o njemu, no nije uspjela. Ali znam da se trudila, dok je uspjela naći čak auto njegov. Iako bez tablica do duše, vjerojatno je. No o njemu još ništa nije uspjela. U autu na zadnjem sjedištu bila je krv. Sada čija, to se ne zna. Letošnja Štigličeva nagrajenka za življenjsko delo, cenjena gospa in kolegica Helena Koder, je pri filmu prvič sodelovala pri rosnih 20-ih. Kot statistka. Ne čakaj na maj je bil naslov filma, je pa iz leta 1957. Režiral ga je František Čap, ki je tako kot Helenina mama svoje korenine prinesel z Češke. Ker vemo, da je imel naš sloviti režiser težave z obvladovanjem slovenskega jezika, lahko sklepamo, da je bila Helena ena izmed tistih, ki je njegova režiserska navodila najbolje razumela. Čeprav povedano na pol v šali, pa se ta ugotovitev še kako navezuje na obsežen opus, ki ga je Helena Koder kot scenaristka in režiserka dokumentarnih filmov podarila slovenskemu in tudi tujemu občinstvu. Kajti prav razumevanje je tisto, kar krasi Helenin pristop. Vsakič, ne glede na tematiko. Pa ne razumevanje v smislu izrečenega, temveč predvsem občutek do življenja samega.
življenjem protagonistk in protagonistov njenih zgodb, katerim se približa osebno in s pretanjenim pogledom, dodaja močan čustveni naboj, ki prepriča še tako racionalnega gledalca. Za Heleno dokumentarizem ni zgolj ilustracija povedanega v komentarju. Kot je izjavila v enem izmed svojih redkih intervjujev, jo moti, da so posnetki Gaze in drugih bojišč, vsa ta groza, ki pa jo moramo videti, moramo vedeti, kaj se dogaja, zvedeni na dekoracijo, ljudje pa ponižani v ilustracijo za to, kar ima novinar povedati, namesto da bi nam slika pripovedovala svojo avtentično zgodbo. Dokumentarec brez tega naboja, brez tega, da je oseben, kratko malo ni dober. Kako preroške besede tudi za današnji, aktualni čas. Po vsem navedenem ne čudi, da je osrednji lik Heleninih filmov obraz. In to v bližnjem planu. Pa naj bo to obraz človeka ali pa predmeta in okolja, v katerem se leta nahaja. Tak pristop, ki ga odlikujejo izjemno skrbna priprava tematike, pretanjen občutek za dramaturgijo in večplastnost, predvsem pa posebna avtorska estetska komponenta, poetičnost, s katero je slovenskemu dokumentarcu postavila zelo visok standard, je opazen v prav vseh delih, kjer se Helena Koder podpisuje, bodisi kot scenaristka, bodisi kot režiserka, bodisi kot kompletna avtorica. In pri slednjih gre za skoraj 20 dokumentarcev, zato jih bomo izpostavili zgolj nekaj. Film o intimnem trenutku ustvarjanja kiparja Jakova Brdarja Popolni torzo, ki nosi letnico 1993. Pa leta 1997 posnete legendarne in večkrat nagrajene Magdalenice gospe Radojke Vrančič, kjer avtorica s pomočjo osrednje protagonistke s pretanjenim občutkom vstopa v zapleteni miselni in čustveni svet Marcela Prusta in s tem tudi v svet slehernika. In na koncu še prizori iz življenja Hlebanjevih, ki kot nekakšna dokumentarna saga skozi letne čase priča o življenju na oddaljeni kmetiji, kjer se zdi, da so stoletja le čas, ki se ustavi, saj se boj za preživetje začenja vsako leto znova. Ta film, ki je bil prav tako realiziran leta 1997, zaznamuje tudi Helenino sodelovanje s svojim dolgoletnim življenjskim sopotnikom, skladateljem Urbanom Kodrom. Glasba, ki jo je napisal za ta film, je bila nagrajena na Festivalu slovenskega filma. Tvornega in kreativno izpolnjenega sodelovanja s Heleno Koder pa so bili deležni tudi mnogi priznani slovenski režiserji. Zelo težko je našteti vse, zato izpostavimo le tiste filme, kjer je Helenin duh navzoč v najbolj polni meri. Pri Miranu Zupaniču z Golgoto Edvarda Kocbeka iz leta 2004, Pesnik v pogrezu zgodovine. Pri Bogdanu Mrovljetu z istrsko poemo Materada in pisatelj Fulvio Tomica iz leta 1990, pa z mističnim svetom kiparja Marka Pogačnika iz leta 1988 z naslovom Spreminjanja. Leta 1985 pri Mitji Milavcu s pogledom v intimni svet vedeževalke Dežela smehljaja, pa leta 1984 pri Žaretu Lužniku z nenavadno zgodbo o nenavadni zgradbi Kolizej. Okoli 50 naslovov torej, impozantno število, sploh če povzamemo Helenine besede iz prej omenjenega intervjuja. Za dokumentarec je treba imeti čas, dobro ekipo in potrpljenje, to ni delo za nestrpne. Dober dokumentarec potrebuje dobro temo, ki mora biti obdelana osebno, avtorsko, predvsem pa mora imeti močan čustveni naboj, ki gledalca prepriča. Bolj kot se približa življenju, boljši je. Standardi morajo biti postavljeni visoko, potem se doseže vsaj nekaj. In Helena je v svoji dokumentaristični karieri brez dvoma presegla to nekaj in postala ena naših pomembnejših avtoric. Naj se na koncu vrnemo na začetke njene filmske kariere, k filmu Kala iz leta 1958. Tam Helena Koder igra glavno žensko vlogo. No, eno izmed glavnih, ker kot pravi sama, ima tam glavno žensko vlogo psička Kala. Spet pravilen dokumentarističen pristop. Na oder vabim letošnjo prejemnico nagrade za življenjsko delo Heleno Koder. Nagrado ji bo podelil Matevž Luzar, predsednik DSR.
bi rada nekaj povedala. Najprej hvala Maji in Andreju za ta lep kolaž enih filmov, ki sem jih že precej pozabila. Potem najprej tudi čestitke vsem, ki so v teh težkih časih, ki ste delali filme in ignorirali te grozne težave, ki so bile in pravzaprav še so. Hvala vsem, čestitam vsem današnjim nagrajencem, seveda čestitam za pogum in energijo, da so izpeljali svoje zamisli, ker je res težko za filmarje. Hvala žiriji, hvala kolegom iz Društva slovenskih režiserjev in režiserk. Ko me je Matevž poklical, sem bila res presenečena, iskreno, ker živim precej odmaknjeno od tega vrveža. Ampak bila sem zelo vesela in zelo, zelo počaščena, ker je to pač stanovska nagrada od ljudi, ki jih zelo, zelo cenim. Bi pa rada nekaj povedala o tem svojem režiserskem in scenarističnem poklicu, ki se ga nisem učila v šoli in v naši družini šolo zelo cenimo. Ta poklic je nekako zlezel vame in sem ga imela zelo, zelo rada. Marta pa je prav tako lepa kot lani, če ni še bolj. Rada bi povedala, da smo enkrat, ko smo snemali film Kolizej in smo lezli po tistih stopniščih in mračnih hodnikih in galerijah, pa nas je opazovala ena deklica in potem je enkrat stopila k meni pa rekla, malo vprašala, kaj delamo, pa kako se to dela, pa kaj kdo dela, pa te stvari. Potem je pa rekla, gospa, kaj pa je tisti gospod, ki nič ne dela? Sem rekla, tisti gospod je pa režiser, Žare Lužnik. Žare Lužnik je bil eden od mojih učiteljev, pa številni drugi, ki so bili tle našteti. In moji učitelji so bili tudi direktorji fotografije in pa seveda montažerke in montažerji. Ampak nocoj bi tukaj, oprostite, če bom malo dolga, rada povedala še eno ime in ga poudarila. To je bil režiser Dušan Prebil. Z Dušanom sva par let delala ene majhne oddajce, ki sem jih jaz vodila, in sva začela v tiste oddajce trpati take dokumentarne drobce, tako da smo snemali na terenu in Dušan mi je pravzaprav naučil, kaj je perfo, kaj je obračilni filmski trak, kaj je negativ in te stvari, ki danes niso več pomembne, ker se je tehnologija spremenila. Ampak predvsem me je pa uvedel v ta čudoviti svet montaže in lahko sem ure in dneve sedela v tisti čudoviti kamrici, kjer pravzaprav nastaja dokumentarni film, predvsem dokumentarni film. Dušan je bil zelo zanimiv človek. On je imel izrazit smisel za humor, za nadrealizem, za teater absurda in ker je bil tudi velik boem, kombinacija teh lastnosti ni bila dobra za njegovo kariero, če malo poenostavim. Ampak naredil je seveda ogromno televizijskih oddaj, naredil je pa tudi nekaj dobrih dokumentarnih filmov, posebno mi je v spominu film Nedelja na vasi in en kratek film Sam. Ta film je bil po mojem predvajan sam parkrat, bil je preveč depresiven za tiste razmere takrat. Ta film je nastal namreč leta 1965, preden sem jaz se s filmom ukvarjala. In ta film je pravzaprav, jaz bi lahko rekla, začetek eden prvih filmov jugoslovanskega črnega vala. In zaželela sem si, da bi nocoj v tej
dvorani, v tem hramu filmske umetnosti in v dvorani, ki nosi ime po Silvanu Furlanu, tudi mojem prijatelju, ki ga ni več, sem si želela, da bi se to ime slišalo. Hvala za ta lep večer. Vidite, da sem že kar malo vznemirjena. Hvala pa tudi vsem, ki so mi zaupali, ne samo, da delam, ampak ki so mi zaupali, da smo jih lahko snemali, ker brez tega ne bi bilo nič. Hvala. Hvala, gospa Koder, čudoviti ste. Mi pa se še enkrat prepustimo pred koncem našim glasbenikom Tini Marinšek, Danijelu Vezoji in Dejanu Slaku. Ne čutim več veliko, še strah je utopil. Ne odžeja me več isti napor. Nikoli prej ni dan minil tolikokrat. Zdaj ga gledam, ko sami sebi vrat. Zdaj sem jaz resnica v kraljestvu brez napak. Vse, kar ostalo je čas. Čas, da pridem in odidem. Čas, da si želim in čas, da dobim. Sem le toliko korakov od tebe stran, na isti poti, v isti pristan. Sva dovolj velika, da si seževa v roko, ne glede na to, kaj je nekoč bilo. Preden bo prepozno, preden bo prepozno. Ne čutim več veliko, polegel se je prah. Ne pogreva se več istih debat. Nikoli prej ni človek dihat se učil. Zdaj ga gledam, ko sam je vsega kriv. Sam le toliko korakov od tebe stran, na isti poti, v isti pristan.
Najlepša hvala in čestitke vsem nagrajencem, tudi z naše strani. Marta pa je prav tako lepa kot lani, če ni še bolj. Oči ima pa res lepe. A jaz nisem imela takih, ne? Ne, takih res nisi imela. Imela pa si vseeno lepe oči, dobre. Po prvici povej, bi se zaljubil Marto, če bi bil mlad. Mogoče bi se celo stepel za njo. Zame se nisi tepel. Ne bodi žalostna. Na svetu je tako. Ljubezen, ki se počasi zbudi, najdlje traja. Tovariši, medtem ko je pri nas divjala najhujša ofenziva, se je v Kočevju zbral naš parlament, zbor od poslancev slovenskega naroda in je sprejel tale odlok. Vrhovni plenum Osvobodilne fronte slovenskega naroda izpolnjuje temeljno, iz naravnih in zgodovinskih pravic izhajajočo zahtevo slovenskega naroda ter proglaša priključitev slovenskega Primorja svobodni in združeni Sloveniji, svobodni demokratični Jugoslaviji. No. Kapetan Brina ima načrt za vaju. Vražja akcija, fanta. Pomembna. Kapetan Brina. Zdravo, fanta. Hvala vsem. In naj se večer, ko slavimo slovenski film, zaključi z divjo zabavo v avli kinoteke. Hvala lepa. Če se obrneš v levo,